Petkov festivalski večer sta zaokrožila dva celovečerna filma. Začeli smo z iskanjem smisla življenja, v kamni vselini poročene 40-letnice, ki jo nova ljubezen spravi iz mirnega kuhinjskega okolja v vročo afero. Scenaristka in režiserka filma Panika je Barbara Zemljič. Po resnici ne vem, kak je bil odziv, ker sem se tresla in nisem slišala, da se smejijo ali ne, vmes malo so se, po odzivih zdaj se mi zdi, da jim je bil všeč, upam, da resno. Imenitno, nekaj nepričakovanega. Bom rekla, ne vem, navdušena, vzhičena, vesela, zadovoljna, ponosna, kar hočete. Joj, super, zanimivo, pa tudi ena čudovita izkušnja iz tega, ja. Zdaj sem malo še pretresena od tega, kar sem videla. Videla sem film že prej sicer, ampak je pač eno posebno doživetje, ki pač vidiš prvič tako pred publiko. Skratka, jaz sem zadovoljna s tem, kar smo naredili in mislim, da je bil cel in študij in film kot snemanje bilo zame, za mojo prvo glavno vlogo na filmu, fenomenalno. No. Je tako večgeneracijski film z lahkotno, na nek način lahkoten film, čeprav se dogaja marsikaj v njem, ampak mislim, da bojo ljudje zelo radi to gledali. Dva jezika, dve noči, ena skrivnost ali čudovita iskrena zgodba o dveh dekletih, ki se spoznata v povsem neprimernem trenutku, a jo ravno ta vsaj malce osreči. Nejc Gazvoda je ponovno navdušil, tokrat s filmom Dvojina. Kakšni so vaši občutki ob premieri v Portorožu? Jaz sem vedno vesel, ko moj film in ko nasploh naš film dobi neko prepoznavo, neko lepo reakcijo in bilo mi je lepo takrat, ko sem imel tukaj izlet, bilo mi je lepo, ne vem, na ostalih festivalih, na prejšnjih festivalih slovenskega filma, ko še nisem imel svojih filmov, ampak sem tukaj hodil z enimi velikimi očmi gledati filme drugih slovenskih avtorjev, tako da sem vedno ponosen, ko sem del tega. Ja, trenutno lahko povem za 3 festivale, ki se filmu obetajo in to je Helsinki, nemški festival, v Nemčiji bomo imeli tudi kmalu premiero in tudi na Danskem, tako da v bistvu gre fajn, ja. Vesela sem, da so ljudje prišli in podpirajo naš film. Se mi zdi, da so spet doživeli to neko, lahko rečem po eni strani katarzo, da so doživeli to hrepenenje. Ampak ja, meni v bistvu številke niso važne. Meni je važno, da je tam nekdo, ki mi pove, da se ga je to dotaknilo, kar je glihkar videl in meni to da več kot recimo številka sama. Ivana Polič, vodja statistov.